da ja, to je ful zanimiv moment, ker v zgodovini si imel heroje, ki niso dočakali tega, da smo jih častili. Kot heroje, ja. Ja. In so pač umrli kot pač še en bednik na tem svetu. Ne? In ni zdaj nujno, da narediš herojsko dejanje in te slavijo kot heroja. Ja, doskrat to pride kasneje. Ali pa nikoli. Ali pa nikoli. Po mojem, če to zaradi tega narediš, avtomatsko mal mogoče ta titula ne velja več, da si heroj. Ne? Ker to je že mal, ne vem, kaj je definicija res heroja. Ne? Sam nekdo, ki da neko idejo pred sebe ali pa svoj ego ali pa svoje. No kaj, next question. Kjer je za vaju recimo v zadnjih 100 letih tako en največji heroj, ki si jih spomnite? Ker tako po vajnemu standardu heroj. Ali pa danes, še bolj zanimivo. Kdo je danes živeč heroj? To moraš malo pomisliti. Ja, jaz mislim, pa ne smeš reči Elon Musk. Ne, se heroj. A ja, zdaj je proti Bitcoinu. Po moje racionalno, lahko se racionalno tega lotimo, ne? Kdo je največ življenj rešil. Kako si se pa mislil? Mislim, 3 moški za to mizo. Ja. Mogoče tako subjektivno, kdo je največ žrtvoval pri sebi. To je pol druga oseba bi to oblako, ker nekdo, ki je rešil največ življenj, pa mogoče ni žrtvoval toliko, kot karun. Zato bi razlikoval. Ta racionalno bi rekel, taka je izumil, fakt, to bo mogoče malo kontroverzno za določen del populacije, ampak cepivo za tele measles, kaj je to že? A so ošpice? Mislim, da so ošpice. To je baje rešil največ ljudi v zgodovini. Če bi rekel, recimo, cepivo ne obstaja, koliko bi ljudi od takrat do danes umrl, to je v bistvu največji heroj. Taka je izumil penicilin, ga niso patentirali. Aha. Zato, da so se odločili, da bojo to pač dali in za dobro vseh. Kdo je že to bil? Mislim, da je to Bayer. Vem, ampak gospod, ki je odkril... Gospod je pač bil zaposlen v nekem laboratoriju. Ja. In oni so se pač odločili. Ok. Ja, zanimivo, da ste zbrali nekoga, ki v bistvu... Ne, jaz bi enega družil. Veš, kad ta ni žrtvoval samega sebe. Vse sem rekel, ampak racionalno, recimo, heroji... Sam ne, če je to racionalno. Ja, številke gledaš. Ne. To je si zdaj dal nek standard. Jaz ne bi rekel to racionalno, iracionalno. To je samo po standardu, koliko ljudi je, če je najvišja vrednota človeško življenje, po tem standardu je on bil heroj. Ampak to ni racionalno, iracionalno. Lahko je pa najvišja vrednota, kvaliteta life, recimo. Ali pa ne vem. Vse boje, po moje pade. Ali pa žrtvova. Ne, ni čisto nujno. Ti lahko samo rešiš. Mislim, da ne zboliš, ne umirajo ti člani družine. To je tudi kvaliteta life-a izboljšana. Definitivno ja, ampak lahko vse veš, kaj hoče reči. Imaš prav, lahko bi si dal drugi kriterij, kot samo mislim, že zdravje. Že en kriterij je lahko to, nekdo, ki je brez garancije, da se bo to poplačal, riskiral recimo sebe, svoj life, svojo prihodnost. Recimo to bi lahko bil en standard. No, koga si ti mislim? On je mislil Andrej Škraba. Žrtvoval se je. Jaz bi samo racionalno povedal. Ja. Jaz mislim, da so to jaz. To ne drugi presodijo. Ne, se na TikToku so zelo tako, ko objavljamo heroj Andrej, pomagal si mi. Ja. Bi se strinjal. Ja. Žrtvoval se je za dijake, za slovenske dijake. Koliko časa si žrtvoval? Let pa pol, dobro. Ja. Jaz mislim, da kar mala investicija za velik, mislim, dober ROI. No. Mislim, a se ti je poplačal na koncu, imel neke... Mislim, da se je. Po moje se ni. Po njegovih standardih. Po mojih standardih. Po tvojih standardih se ni poplačal. Zato, ker če bi se, bi delal še to. Ja. Tako jaz gledam. Ne, pa ti lahko rečeš vedno oportunitetni strošek. En let pa pol, mogoče bi jaz takrat naredil nek startup, ki bi uspel, pa bi danes lahko jaz, ne vem,
boljšo firmo za to naredil, pa bi pomagal več. Ja, z to je zdaj cashem. best case A veš? scenarij. Ja. Ne moreš tega. No, ampak v glavnem za heroja sem jaz imel v mislih enega, ki pa je preprečil jedrsko vojno v hladni vojni, A Na Rus v Podmornici. ki je šel hudo. proti ukazom vseh generalov ruskih. Ja, hudo. To sem tudi A nekje veš. zasledil, da je Huda. on, pač on je heroj. On velja Hudo, za tako hudo. top 5 20. stoletja. Takrat so, mislim, da oni so imeli neke napačne podatke, da se je pač ta jedrska vojna začela in da morajo Rusi iz teh podmornic, da morajo izstreliti na Ameriko. Da In morajo, oni so jim bili najbližji, oni so v bistvu Oni so dobili bili nakaz, tako. napadte Ameriko z Tako. jedrskim Fa. orožjem. Ne. in oni zavrnili to. Ker, no to, ok, huda, to si pa res heroj. Mislim, zakaj, tam je hud primer, ker je točno to riziko. To ni, on je full riskiral, da bo njegov life propadel zaradi te odločitve. Čakaj, da malo pomislimo. To pa ni tako. 99% šanse, da to pa ni 99% plus šanse, da on ni poslušal in zato, ker ni poslušal, je bila odločitev napačna in njegova napačna odločitev je zaznamovala njegov life v smislu, ne vem, cela Rusija se spravi na njega, v zgodovino se zapiše kot tip, ki bi lahko recimo sprožil nek pomemben protinapad, pa ga ni. Ja, jaz pa mislim, da ne. Ker recimo, da je on je verjetno verjel temu signalu. Ne? On ni rekel, to je lažni. Ali je bilo tako? Ne vem. Ok, jaz se postavim v to situacijo, signal pride, Amerika je ravno kar napadla Rusijo, ukaz tebi, lončaj jedrsko orožje. Jaz mislim, da obstaja case, ki bi tudi zavrnil ukaz, kljub temu, da verjameš vsem tem podatkom. Zato, ker ta vojna bi tako uničila vse in on ne bi imel nič od tega. Ne? Mislim, Mislim, da si heroj v vsakem primeru. Ne? Ja, no to sem rekel, v vsakem Ali pa primeru. mogoče je ta model, mislim, zelo sebično zavedel, da je on preblizu, da bi preživel ta napad. A veš, to je verjetno možno. Ti bi bil tako, ne vem, jaz sem kaj, 10 km stran, če to eksplodira, a veš, ker sklepam, da to ne sprožiš na 1000 km. Kar daleč. Ne na 1000, Ja, ampak kaj- na 500 metrov. To so te dolgo. dolgo. Kaj je to, 10 km? Ja, danes Ja, lahko okej. Amerika iz sredine Amerike do Rusije. Danes je to long range. Ne. Takrat med hladno vojno, pač oni so imeli to na podmornici, jaz mislim, da so kar velike bile razdalje. Da ne bi bilo nje, da on ne bi umrl. No. Aha. Ja, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ne. Ja, se zihal sem imel kak. Pa oni so pod vodo, ne. Podmornica je. Ja. Tako da tudi če je gor. Ampak kaj mislite, da se je zgodil, pol on pride nazaj? A mislite, da so generali tako, carja, vsaka čast, nisi poslušal? Ali so oni tako, hvala Bogu, da nisi, ampak vseeno te moramo kaznovati, zato da bo šola ostalim, da zmeri poslušajo. Ne vem, zdaj verjetno je bil nek Sankcije. outcome tega. To ne vem, vse to piše. Kapol pa je heroj, ne? Recimo to naredi, reš svet, dobesedno, Ampak še gre vedno nazaj in ga dajo v zapor, do konca life v Sibirijo. To pa je. Mislim, to je tako, nekaj si vprašal, kdo je heroj. Jaz bi rekel, ker si tudi vprašal, po kakšnih kriterijih. Ne. Po mojem, vsi takrat, ne vem, jaz bi rekel, vsi, ki so se borili v drugi svetovni vojni, so bili na nek način heroji. Ja, veš. Tisti, ki so se recimo izkrcali v Normandiji. Ja, sam neki tudi moš vedeti, da zelo veliko ljudi je bilo. Prvo, zelo veliko ljudi se ni zavedalo resnosti tega. Veš, te Angleži, ki so se javili, da grejo, oni so mislili tako. To je v prvi bilo. Ja. Bolj. V prvi, koliko se spomnim, je full folk bilo tako. Mi gremo na avanturo. To, da veš, hude cote. Mislim, da Angleži, ki so imeli že zbombardiran London, res, ja. porušen, Oni so se so kar vedeli. zavedali, Ja, da to je to je res, serious. ja. Samo prvi pa je bilo to, kar ti Ja, ja. govoriš. Ne? Imaš tudi v filmih, tale je full znan, ki so ga restaurirali pa pobarvali. Zdaj se ne bom spomnil, ampak prav opisuje to. First World War in Colors, ali nekaj tazga? Ne. Okay. To je second. Ampak ta znan režiser
Peter Jackson. Peter Jackson, ki je Lord of the Rings, pa, da, so vzeli te stare posnetke prve svetovne vojne, popravili so hitrost, zato ker tam je ponavadi tako zelo hitra, ne, pa pobarvali so jih. Ne. In ti prvič vidiš te face, tako malo bolj resnične. Ker so tako neki najstniki tam. Ja, pa totalno drugačni pa ljudje. prestrašni. Ja. Tako v očeh vidiš, da so zelo drugačni od nas. Ja. Ne, nisem mislil iz tega. Aha. Mogoče tudi dojemati, dosti bolj, nočem, da grdo to izpade, dosti bolj živalski so se mi zdeli napram izrazom današnjih ljudi. Tako da, ne vem, no, vse tisti, ki je pogledal. Pogledi je to. Ja, Okay. zelo simpel. Pa ne mislim s tem nič. Plain, ja. Okay. In tam to razlagajo, da so oni, recimo, lahko si predstavljaš, da si nek fant, ki dela celo življenje na kmetiji, na podeželju in nič se ti ne zgodi. Nič se ti ne zgodi. In pol se ta propaganda začne, vojna, velika vojna, mi bomo zmagali zdaj Nemčijo. Ti ne veš, to ni televizije. Ja. To se moramo zavedati. Ni bilo radio. Pa še propaganda. Ja. In zdaj grem jaz s frendi na avanturo. In so bili zelo tako, ne. Potovati bomo šli, uniforme bomo za državo, punce. Ko pridemo nazaj, pa bomo glavni carji pri bejbah. Šli so pa v mesoreznico. Ja. Metal so jih gor in so jih sam streljali. No, in recimo te bi rekel, da so manj heroji. Tako, tle mi manjka, tako, kaj bi jaz sled dodal, se strinjam, večina njih, predvsem tako najviše bi dal nekoga, ki je šel na misijo, ker je zelo racionalno vedel, da ima zelo male šanse uspeha. Pa je šel. Ja, pa da ve, da ne bo prišel nazaj. Tako, da je one-way ticket. Tako vem, da je one-way ticket, ampak je prepomembno, da skenclam. Ja, jaz bi to pol tudi rekel, zame so heroji, recimo tudi astronauti, ne? Ki so bili v teh programih, Apollo, pač v tej, to so jasni procenti možnosti uspeha. Ker ti delaš za, mislim, ja, se imaš pol neko prepoznavnost pa to, ampak ti bolj porivaš nek znanstveni napredek naprej, ne?